Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. Živjo, hvala, ker poslušaš drugo epizodo podcasta z Majkom. V podcastu odkrivamo zgodbe posameznikov, ki oblikujejo identiteto Olimpije. Za vas imamo pripravljeno nagradno vprašanje, ki ga bomo zastavili na koncu epizode. Pozorno jo poslušajte, saj se odgovor skriva v njej. Tokrat je bil gost Matjaž Homar, bolj znan kot Opta Žabar. Matjaž je uspel dve svoje veliki ljubezni, številke ter nogomet, združiti v eno. Njegova baza podatkov Olimpije je pravi zaklad. Je tudi učitelj matematike, navijač Chelsea, v času, ki mu ostane, pa tudi mojster žara. Prisluhnite njegovi zgodbi. Matjaž, dobrodošel v drugi epizodi podcasta z Majkom. Veseli me, da bo lahko malo pokramljala. Hvala, ker si prišel. Hvala za povabilo. Zate najprej eno vprašanje, tako resno. A te ljudje bolj kličejo Matjaž ali Opta? Odvisno kje. Na štadionu sem Opta, v privat življenju sem Matjaž. Tako da čisto odvisno, kjer spekter ljudi me pozdravlja. Ti se ukvarjaš z veliko stvarmi, Recimo, ja. ampak po svoji osnovni izobrazbi si pa matematik. Ja, jaz sem profesor matematike in tehnike. Delam sicer ne v šoli, ampak privatno inštruiram ljudi, oziroma učence, od 5. razreda pa vse do fakultete ali pa še naprej. Tako da sem nekako vpet v to, kar sem doštudiral, ne pa direktno. Pa ta ljubezen do številk se je začela že v otroštvu? Ja, to je bil nekako, recimo, v zibko dano. Moj oče je bil dober matematik, tako da s tem nisem imel nikoli nekih blaznih problemov. Me pa veselijo številke, pač brez številk se mi ne moramo predstavljati življenja. Brez matematike bi dale živeli še verjetno kakšne jami, pa čakali medveda, da ga lahko fintamo pa pojemo. Številke obvladujejo svet. Malo pogled okoli sebe, kva se ne da opisati z matematiko. Se pravi, ti cel svet vidiš kot številke. Svet je binarno, a je dober, a pa je slab. Vmes je pa še ogromno nekih številk. Fuzbal ali matematika? Oboje skupaj. Ker nogomet brez matematike tudi ne gre. Ne? Ja. Kaj pa mlad Matjaž, kaj bi izbral? Kalkulator in zvezek ali žogo in igrišče? Žoga in igrišče. Žoga in igrišče? Definitivno. Si veliko igral v nogomet? Ja, ampak nikoli tako, da bi treniral, ker pač to zdaj se je ta razmak klubov začel, da veliko otrok trenira. Jaz takrat sem odraščal in moj najbližji klub Dob in samo v celi generaciji mogoče so 3 trenirali. Ne. To ni bilo tako razpasan, kot so zdaj te nogometne šole, tudi približno ne. Ampak Dob je bil 2 km 3 stran od mene, glavna cesta, Ljubljana-Maribor, tega, če ni bilo avtoceste, zelo prometna, pločnika ni bilo, tako da noben me ni mogel voziti, tako da sem jaz bil obsojen na to, da smo doma po travnikih igrali. Ne. Pač ulični nogomet. Ulični. Recimo, no, čeprav smo živeli na vasi. Ne. Futsal. Nekaj tazga. Mali nogomet. Tako da ni bilo, no. Pa sem pa v bistvu, kar je pa druge žoge, sem pa košarko igral za osnovno šolo. Košarko si? Ja, celo 2 medalje. Leta 97 smo bili drugi, leta 99 pa tretji v bivši domžalski občini, pač regije. Domžalske šole plus Moravče, Trzin, Brd, Dob in so igrali med sabo in jaz sem bil pač del tega in smo pač igrali košarko. Ne. Recimo igral sem zelo znanemu slovenskemu vlogerjem, ne, s Cirilom Komotarjem, ne. On je bil med drugim tudi moj soigralec, čeprav je malo starejši, ampak ker sem bil 6. razred oziroma 5, je bil on, mislim, da 9, 8 in nekako smo skupaj igrali, pa še bolj po turnirjih, tako da nekaj smo dosegali. Dej, če se malo vrnemo nazaj, ne, ti si rekel, da poučuješ matematiko, ne, od osnovnošolskega do fakultetnega nivoja. Sem ter tja še kaj fakultetnega, ampak večinoma pa vse srednja šola pa osnovna šola. Kakšne so pa razlike med temi učenci? Ogromne. Ja? Jaz sem od unih, ki se borimo za 2 do tistih, ki hočemo imeti 5. Kaj pa zdaj, a se ti mogoče srečuješ z zelo ambicioznimi starši? A veš, tako kaj v športu, ki hočejo maksimalen uspeh pri svojih otrocih, a je isto to pri matematiki? Ne. Se kar dobro zavedajo recimo sposobnosti otrok, tako da nimam teh pritiskov stališča staršev. No. Z večinoma, res ogromno večino se ful dobro zastopimo. Tudi po vsaki vaji, po vsaki inštrukcijah, jaz se dobim starši, povem, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, kaj je treba izboljšati, kdaj je test, kako bomo delali naprej, tako da zadeve laufajo. Eni se hitro odprejo, hitro dobre ocene, eni pač malo počasneje, odvisno od otroka. Je pa spet odvisno, ali otrok želi inštrukcije, ali pa jih star želi. Ne. Če jih star želi,
tisti včasih ni dober. No. Če pa otrok želi, pa če otrok motiviran, pa samo ne bo imel meja, res. Ker nekateri zelo presenetijo, nekateri ima manj, tako da ne moreš nekaj usporediti solično. Imam pa polovico srednješolcev, polovico osnovnošolcev. Ne. Pa večinoma pridejo zaradi tega, da bi izboljšali oceno ali zaradi tega, da ne bi imeli negativno? Pol. Teh, da smo striktno na tem, da ne bi bilo negativne, v bistvu sploh ni toliko. No. Ampak imamo par takih primerov, ki jih res treba delati, ampak gre, načeloma gre. Tudi s pomočjo učiteljev, jaz se tudi z učitelji zmenam, se pač pogovorimo, kaj je bilo kul, kaj ni, kako za otroka najbolj. In so rezultati taki, ki so. Sem pa zasledil, da ti zelo rad matematiko razlagaš z zgodbami. Tudi to, ja, tudi to. Pa recimo doskrat tudi malo preučujem rekreativno matematiko, pa da jaz hočem tako jim dopovedati, da matematika ni nekaj strašnega, da je pač rabijo v življenju. Saj večinoma stvari, ki jih oni spoznajo v osnovni šoli, pa predvsem v srednji, dejansko ne bojo nikoli rabili. Ampak obstajajo stvari, a pa ljudje, ki to rabijo in naredijo stvari, ki jih bojo oni rabili. Recimo telefon, računalnik, televizija, GPS naprava. GPS naprava brez brez Einsteinove relativne teorije ne gre. Ne? In sem rekel, vi dejansko ne boste tega rabili v življenju. Rabiš odstotke, seštevanje pa množenje. Ampak so stvari, ki upotrebujejo to. Ne? Tako da ne imeti, da je matematiko zabu, pa zakvat se to moramo učiti, zato ker pač, da ti malo razširi spekter, da znaš v kakšnih situacijah se ti pravilno odločiti. In to dela matematika. Logično mišljenje pa pravilne odločitve. Pa recimo na ta način motiviram, da sem pa kaj jim uganem število, ki je ena posebna taka en trik čarovniški, kadar nam razlago, ker nima toliko časa, a pa recimo jim povem, zelo zanimivo je Kaprekarjeva konstanta. Zdaj že to slišal? Ne. To je bil indijski matematik, ki se je rodil leta 1905, ne? Takrat, ko je nastala Perutnina na Ptuju v Sloveniji, ne? In on je odkril, da število 6174 je nekaj posebenega. Zakaj? Dajva narediti največje število iz števk 6174. Se pravi 7, 6, 4, 1, pa odšteti najmanjše možno, kar ga lahko narediva. Se pravi 6, 1, 7, 4, 1, 4, 6, 7. In če to odšteva, dobijo isto število nazaj. 6174. In to je edino štirmestno število, za katerega to velja. In če si ti zbral kjerokoli štirmestno število, razen 1000, 2000, 3000, pa boš naredil števk največje število, pa odštel najmanjše število teh števk, v maksimalno 7 korakih prideš do 6174. Vedno se izide. Ja. In to je taka zanimiva. Pač zanimiva zadeva. Tako kot nogometna statistika včasih ne pomaga nič, je pa zelo zanimivo vedeti. In s tem, da kak jih motiviram. Tromestna števila je pa edino 495. Ta pa nima svojega imena. Take zanimive stvari. No? Zdaj pa ta tvoja ljubezen do matematike. A ti je to uspelo na svoje otroke prenesti? Jaz se spomnim pač, ko smo bili v šoli, nobeden ni imel najbolj rad matematike. Kako pa kje po tvoji otroci? Pač oni sami do sebe čutijo pritisk, sem pač jaz matematik, pa žena je tudi matematik, ampak da morajo imeti, ne vem, 5. Ne zahtevam to, jaz sam zahtevam, da je vse od sebe, tudi če je trojka, tudi če je dvojka, pač se da vse popraviti, ne rabiš pa zaradi mene zdaj, ker pač malo bolj znam matematiko oziroma znam kakor to razložiti drugim, ne rabiš imeti 5. Ne. Jaz ne rabim biti svetovno priznan matematik, ne rabim dobiti Filceve medalje za matematiko, to so pač Nobelove nagrade za matematiko, Filceve. Važno, da sem jaz dober pedagog, pa da otroka razumem, pa da mu znam razložiti, pa matematiko spraviti v en tako stanje, da ni to za njega obremenjujoče. Pač da vidijo, da se da narediti, da to ni nek bavno. Ne pričakujem pa od svojih otrok tega, da imajo striktne 5, sploh ne. Samo to, da se potrudijo. Ne, se bolj sem mislil ta ljubezen do matematike. Jo imajo, starejša jo imajo. Ta srednja je tudi ful dobro dela, ta mala je pa še malo premajhen, on pa dele poštevam ko vadba. Recimo dobro zna, ampak je pa šele 3. razred, tako da to bo še počasno. To bo počasno. Ja. Če se sam še malo vrnemo nazaj, ti si inštruktor, ne? Ja. Nikoli pa nisi delal v šoli. Nikoli, ne. Imel sem prakse, ker je bila obvezna praksa na faksu. In takrat sem v 3. letniku spoznal, da to v bistvu ne bi stal pred razredom. Pa tudi danes se take stvari dogajajo v šolah, da pač učiteljstvo je razvrednoten poklic, totalno. 100 let nazaj je bil učitelj neka avtoriteta, neka integriteta, neka moralen plafon, danes pa tega ni. Danes je pa vse drug sam
tiska treba. Ne. Pa učitelji, starši so ratali pač odvetniki svojih otrok. Ne. Številke so skupni imenovalec matematike in statistike. In tukaj prijava mi da do Opta Žabarja. Zdaj pa, preden se v bistvu prepustiva številkam Olimpije, me zanima, a mogoče zbiraš še kakšne podatke, ne samo od tekem Olimpije? Ne, podatkov ne, zbiram pa podpise. Podpise? Ja, to pa vem, ja, ti imaš... Podpise legendarnih igralcev Olimpije. Ne. Koliko imaš teh podpisov? Trenutno jih je 28. 28. Pa 50 mi jih še sigurno fali. Problem je dobiti te ljudi, ne? Ker eni so že zelo letih Ja. in po celi Sloveniji, a pa celo po Jugoslaviji raztroseni, tako da pač počas. Ne? Zdaj, če se vrnem nazaj, ne, hotel sem te vprašati zaradi tega, ker v enem intervjuju si rekel, da je Kamnik največje slovensko mesto, ki nikoli ni imelo slovenskega prvoligaša. Ja, res je. Ja. Nikoli ni bil. Kar se Kako? tiče slovenske lige, od 91. naprej. Ne? Prej so bile republiške lige, tisti je Kamnik imel, Virtus Kamnik, v 70 pa 80 jih je imel, sam ne vem, če je volih prvoligaš, ampak dejansko Kamnik ima dobrih 10.000 ljudi in največje mesto, ki je res nikoli ni igralo prve lige. Ne? Čist malo je prehitel recimo Jesenice. Ne? Za ne 500 prebivalcev je večji od Jesenic. Jesenice so pa drug največje mest, ki niso imeli nikoli. Kako pa sploh priješ do tazga podatka? To je podatek, pa v bistvu enkrat mi je en namignil, je rekel, daj malo poglej, Kamnik ni imel nikoli prvoligaša, a je to največje mesto? Sem rekel, Pišuka, pa res. In potem sem šel to ogledati, pa sem pa še kolega vprašal, ki so bili zgodovinarji nogometni in so res potrdili to tezo. Ne. In tako zanimivo videti. Ne. Kamnik verjetno nikoli ga ne bo imel, glede na to, da pač so v nižjih ligah. Ne spremljam pa ne, res po prvič povedan, nižjih lig, tako da ne vem, kaj se točno z njim dogaja. Če se pa vrneva zdaj k Opta Žabarju, ne, ti si v bistvu prvič beležil tekmo leta 2009. Ne. Ti si se odločil, šel na eno tekmo, vzel zvezek. Ja, po tekmi. Po tekmi, tekmi. ko smo mi takrat igrali, še to je bilo lih vstop iz druge v prvo, ali pa že prva liga. Mislim, da že prva liga sem si jaz pač vse beležil, celo postavo sem se jim blokec napisal. Po sem pa še ocene dodal, pač po mojem mnenju, kdo je kaj dobro igral, pa zraven si napisal malo, se pravi, kdo so igrali, koliko je rezultat, katera minuta, pa štel nastope, pa to rata zelo nepregledan. Ne? In po sem pa to, nekaj časa sem to pustil, po sem pa 2016 sem pa rekel, Pišuka, to bilo pa fajn, da to eno elektronsko obliko. In sem jaz to lepo vse v Excel zmetal. Ne? In to je trajalo kar nekaj let, da se je ta baza naredila. Ne? Tako da sem pa v bistvu aprila 2017 sem povratno štartal. Ne? Je rojstvo Opta Žabarja. Tako. Tako da bo malo že 10 let star. 10 let. Ja. Kako človek sploh prije na idejo, da bo beležil tekme, mislim, oziroma podatke s tekem? Ljubezen do fuzbala pa do številk. Ne? Da ideja mi da pa v bistvu en kolega iz Anglije, ki pa to dela za Chelsea. Ne? Okay. On je 4., 5. generacija navijačev Chelsea in on ima to vse, vsak dan je objavilo, kaj se je na tisti dan zgodil, pa razne statistične cukrčke, tako zgodovinske. In sem rekel, Pišuka, to jaz rabim. To je meni kul in sem ga začel malo sprašovati, kako je on to naredil. In sem rekel, to moram jaz narediti. Pa takrat se je šel sporedno, 2014, pa mislim, da je pa se porodil tudi Opta Joe, ne? Ta statistični portal, ne? Ki objavlja za vse lige po Evropi. In sem jaz rekel, me je to združil, valjda Opta pa Žabar, valjda gre Opta Žabar, ne? Opta statistika, Žabar Olimpija. In sem jaz to združil. Moram pa tukaj povedati, da mi je ogromno pomagal tudi kolega Miha Zupan s svojim podatki, ki je bil on veliko že narejenega že pred 91 letom. Tako da sem jaz pa to vse združil skupaj, pa pomagal mi še Tim Dobovšek, tudi zelo znan nogometni zgodovinar. In sem jaz te podatke dal vse to bazo, 5 let sem jih urejal, to je bilo kar nekaj po knjižnicah, tudi toliko daleč je šlo, da smo preverjali tudi rojstve pa smrti igralcev tudi na Žalah, da sem saj nekako zbirko igralcev dobil. Ne. Zdaj za par igralcev ne vem imen, celo, ampak to se 100 let nazaj, vse ostalo pa pokrito kar 99%. No, to sem tako vprašal, koliko tekem imaš zabeleženih noter? Uradnih je vključno do zdaj 3247. 3247? Uradnih, odigranih.
Ja. odigrane. Vmes so bile še kakšne, ki so bile prekinjene, pa niso bile odigrane. A pa so bile recimo neodigrane. Spomnite se sam 10 let nazaj v pokalu, ko bi mogli igrati proti kjermu klubu. A pa recimo v začetku 2000 je Korotan propadel. Takrat se nam beležil zmaga brez boja 3-0 in šlo naprej v pokalu. Ne. To je pač tekma, ki je zabeležena v register, ampak ni odigrana. Od odigranih imam 3247 v registru. Si pa omenil, da ti manjka neki tekem. To si v nekem intervjuju rekel, da postave. Ja, pa to relativno ne toliko dolg nazaj, se pravi konec 80-ih, ki je Olimpija igrala v republiških ligah, Ja. so se v Sloveniji igrali en kup enih čudnih pokalov. En izmed teh je bil tudi pokal LNZ, Ljubljanske nogometne zveze. In to so bili tako taki obskurni pokali, da še igralci se jih težko spomnijo. Vejo, da so nekaj imeli, ne vejo pa, kaj je bilo. Pa sem kar z nekaj njim govoril. Je pa to bilo dejstvo, da je recimo v Delu, je sam pisal, Olimpija je igrala s tem pa s tem, strelci 10-0, strelci je napisano, to je to, nobenih postav, noben drug ni nič objavljal in samo to imam na voljo. Lahko, da bi vprašal kakšnega igralca, bi rekel, kdo je še igral, pa če vam rekel, mogoče tega podatka ne bi dal noter. Če nisem 100% prepričan, pa da vam trden dokaz, da je to nek zapisan, jaz teh podatkov ne dam noter. Ne. In ena izmed teh je bila zelo zanimiva leta 86, septembra, so igrali proti amaterski ekipi kliničnega centra, ne, ki se je imenovala UKC Išijas. Rezultat je bil 9-0 za Olimpijo. Trener je bil pa Nedeljko Google. Tako da Židan je tudi takrat igral, ampak se tega prav, da se sploh ne spomnite tekme. To tekmo sem jaz zasledil, a imaš mogoče še kakšno podobno tekmo? Ta mi je bila zelo všeč, ker UKC Išijas. Taka obskurna, Ja, obskurna. čudna, upišuka. Zihar se še kaj najde, sam, a pa recimo ena makedonska je bila, Oktomori Kumanova, nekaj tasga, zdaj sem moje narobe rekel, ampak za ta klub mislim, da se je pol preimenoval, ampak še nikoli nisem slišal. No. Drugače pa ja, zanimivo je pa, da je Olimpija, glede na to, da je izpadla 2005 v najnižjo ligo, pa se je pol vračala 4 leta, jaz sem šel gledati, ona je gostovala že v 67 različnih mestih oziroma krajih v Sloveniji. To je približno več kot odstotek vseh krajev, kar jih najdemo v Sloveniji. Ne? Ker je zanimivo. Ne? In grem staviti, da noben klub v Sloveniji ni tokrat gostoval po slovenskih mestih v vseh krajih, kot Olimpija. Ne? Z vsem klubom iz prve lige, ki so kdajkoli nastopali v prvi ligi, igrala edin z Ivančno Gorico, nikoli v prvi ligi igrala. Je pa v pokalu. Ker takrat, ko je bila Olimpija v nižjih ligah, je bila Ivančna Gorica v prvi ligi in se nikoli niso srečali. Po pokalih so se srečali. Ja, se to je bilo lansko let ali 2 leta. Ja. Zdaj, ti si rekel, ne, da si zelo pazljiv pri svojih podatkih in da jih preveriš. Ja. Kjer je pa tisto podatek, ki je najtežji za preveriti? A veš, načeloma rezultat ti neke stare tekme lahko dobiš, pa strelce verjetno tudi, ne? Kakšni število gledalcev, tisti bi pa že znali biti bolj problematični. Ja, to se je včasih kar tako, mislim, še danes se dela, odokativna metoda, a ne? Ampak ja, to je treba, gledalce treba sploh v slovenski lig zelo imeti za rezervo. Ne? Pa se tudi v Angliji tudi delajo. Če te videli, recimo, ne vem, Arsenal objavil 2 leti nazaj, da je bil na štadionu 60,000 ljudi, štadion pa poprazen. Ampak oni so šteli sam, ki je bila, vse tisti, ki so karte kupili, ne, dejansko tisti, ki so prišli. Ne? Ampak tako da gledalce zelo je problematičen. Ja? Je bilo od minimalno 40 gledalcev, ki je bila kakšna 5. liga, do maksimalno leta 66 v Budimpešti proti Ferencvarošu je bilo okoli 70,000. Na tekmi Olimpije. Na tekmi Olimpije, ja. To je rekord. Rekord, ja. Delo je sicer navajal okoli 90,000, sam, kolikor sem jaz pol brskal z raznimi madžarskimi spletnimi strani, so vsi se okoli nagibali okoli od 60 do 70, ne, okoli 68, no, ne bi bilo. Jaz sem se zabeležil 68, ne. Tako da to je približen podatek, ne. Je bila pa to ogromna številka, ne. Mislim, ti si res zakladnica tega, ne? Me pa zanima, kako se ta statistična spremljanje podatkov v Sloveniji, se to kaj izboljšuje. Jaz zdaj poznamo Slavka Jeriča na RTV-ju, on to kar veliko dela, ne? Ja. A je še kdo, ki se s tem ukvarja? Ne. Tvoja želja je bil Opta Joža, to vem, da si enkrat rekel. To sem rekel, že naši rivali imeli, ne, slučajno tazga, ker jaz bi se lahko imenoval Opta Joža, ne. Ampak
je bilo takrat, ko sem jaz začel, so se pojavili. Ne. Pojavil se je, pa mislim, da še zmeraj dela Opta Madžar, to je za nafto, ampak on dela samo s podatki, ki jih dobi za zadnjih 10 let od nafte. On ne gre nazaj gledati za 100 let. Ne. Potem se je tudi pojavil enkrat Opta Ravbar za Domžale, ampak tega že od par let ni ne duha, ne sluha, že več kot 5-6 let. Ne. Potem enkrat en navijač Celja pisal, da pa on to za Celje naredil, pa sem mu vse povedal, kako in kaj, pa svetoval, ampak do tega ni prišlo. No. Me je pa enkrat en kontaktiral iz Hajduka, navijač, da bi naredil to za Hajduk, da nimajo tazga. In sem mu pač poslal vse blueprinte, načrte, komaj sem naredil, pa ne vem, je naredil ali ni. Pač kle rabaš imeti ogromno ene potrpežljivosti pa discipline. Vsako tekmo, ki je, tako naslednji dan, pa čez 2 dni dati v bazo, to pač traja kakšno urco, ker res se to ročno opisujem, nimam nobenega programa, da meni to opisal, ker se vmes še beležim 11 metrke, favle, rdeč kartone, menjave, vse možno, kar je. No. Tudi vreme si pišem, pa stopine, če treba. Ne. Ti pa tekme malo drugače spremljaš, kot kar nek povprečen gledalec tekme. Ne? Ja. A si se kdaj opazil, da navijaš za, če bo pa danes ta igralec, ne vem, dosegel gol, bo pa prvi, ki bo, ne vem, dosegel hat-trick na rojsten dan, da se nekaj izmišljujem. Ja, itak. Jaz že prej tako vem, kaj približno se zna zgoditi, pa če se bo zgodil, če mi pišu, da danes pa res tale more. Recimo, da ne za dan rojsten dan, ker ga že dolg časa ni bilo. Ne. Pa take zadeve. Ne. Gledam pa, probam pa razumeti nogomet kot igro, se pravi, gledam večinoma tam, kjer ni žoge. Ker igralec 25% časa se giblje brez žoge. Se pravi, je zelo pomembno, kje on stoji brez žoge. Ne, ti z žogo zna vsak, brez žoge gibati, to me zanima. Pač, kako se obramba postavlja, kako se sistemi spreminjajo, take zadeve. To je zdaj pač modern trend, ne, pa mene tudi malo zanima. Nek sem se nekaj časa s kakšnimi trenerji pogovarjal in sem gotovo, da v fuzbalu nekaj vem v nogometu, ne vem pa v sami igri veliko, ne, pa teh taktičnih postavitvah. In tako pač probam, malo berem, malo gledam na YouTubeu kakšnih recenzije analitične od Lige prvakov pa to in probam to projecirati na Olimpijo. In me pač zanima, kako pa kaj, zakaj je ta, da je na levom boku, zakaj je na desnemu, zakaj je vzad toliko prostora, zakaj pri kotih vsi znak razlaufajo, take zadeve. No. Tako da ja, ampak tudi včasih je mučno, pa se rečem, pišu, da je sam glej, normalno tam, ki žoga poživi. Ne. Ampak tak sem. Koliko imaš pa, koliko je to celic v enem Excelu? To je več fajlov, ne? Ampak celic je preko 6 milijonov že. 6 milijonov celic. Ja, ogromno. Ogromno ure dela. V vsaki celici je en podatek. Kad reče Excel, ne more operirati, če ima več podatkov noter. Ne? Ja, ogromno je tega, ogromno. Včasih že sam ne vem, pač, kje imam kaj, ko moram sploh odpreti. Ne? Zdaj, ti dostakrat presenetaš s kakšnimi takimi nenavadnimi podatki. Ne? Pred kratkim si, ko je Olimpija premagala Muro, dal, da je to prva ekipa, ki jo je Olimpija premagala v vseh mesecih v letu. Tako je, prva ekipa. Tukaj, dobro, v januarju sploh še igrali nismo z njimi, ne, prva januarska, že tale tekma z Muro je bila prva tekma v januarju uradna po letu 1939, ko smo gostovali v Zagrebu in izgubili težko zelo močno izgubili proti Građanskem. Ne. In pa sem rekel Pižuka, pa če zmagamo mi to januarja, pa z njim smo mi tako igrali že čez leta skozi v različnih mesecih in so šel preveriti in je res 11 mesecev smo jih do zdaj zmagali. Ne. In da je pa še januar pa šel tako, da je koledar popoln. Ne. Recimo še z Mariborom moramo igrati januarja, ker smo jih do zdaj tudi isto v 11 mesecih premagali. Ne. Če bo kdaj derbo januarja, sicer dvomno, ker je zelo redko, da se liga začne že januarja. To je bila mogoče letos posebnost, oziroma zadnje 2 leti. Ja, lanskati so jo prestavili, iz 31. na 1. se mi zdi. Ja, takrat si bil zelo jezen. Ja, ker sem imel to objavil, da po tolikih letih, ne, da bi, se pravi po 86 letih, da bi bila spet tekma. Ne. To so taki več pomembni fakti za življenje, sam bogatijo naš fuzbal. Pač neki se reč, wow, klepa je neki zgodovine. Ne. In to jaz hočem ljudem pričarati, da vidijo, koliko ima klub neke bogate osnove, da je to klub kvalitete oziroma vsebine, ne samo embalaže. Ne. In veliko, recimo, kar starejše navijače, pa govorim s starimi igralci, so veseli in se ful spominjajo in imajo polne anekdot z teh časov. Ne. Da jim vzbudiš nekaj romantičnega, nekaj nostalgičnega vse pa. Ne. To je meni namen. Jaz ne rabim imeti 1000 všečkov, ne rabim imeti 10 000 followerjev.
Jezus jih je imel samo 12, pa poglej, kaj je naredil. A ne? Važno, da en pride in reče, opta, hvala, takrat sem se spomnil, moj oče takrat igral, na tej tekmi sem bil, a pa mi je oče peljal na tekmo, moja prva tekel je to in hvala, da sem že malo pozabil in to mi kul. To, da se ljudje zapomnijo. No? Ok, ker je to druga epizoda našega podcasta, me zanima, a imaš glede na številko 2, kakšen podatek, ki je vezan na Olimpijo, ki se veže na Olimpijo. 2 zanimiva številka, ne? 2 edino sodo prav število, ne? Ja. Da se vemo. Ne? 2. Olimpija je 2-krat v zgodovini izgubila tekmo po žrebu. Prvič maja 28, drugič februarja 1932, ker takrat se v raznih pokalih ni igral 11 metrov, po koncu tekme pa podaljšku in so dejansko žrebali, a pa so celo metali kovance, saj v Angliji so tako delali. No? Pri Olimpiji so pa žrebali, ne? Ampak nažalost 2-krat izgubila. Pa recimo marca bo okroglih 100 let, odkar sta 2 igralca Olimpije, sicer v drugih reinkarnacijah kluba, dosegla bo 5 zadetkov na eni tekmi. To sta bila izjemni Adolf Erman in Hinko Glavač. Mislim, da je to 100 let nazaj je bilo to. Pa za dvojko, kaj bi lahko še bilo? Recimo prvo zadetek, dokumentiran zadetek, se pravi, lahko da je bil prej, a pa že kaj prej, ampak ni bilo dokumentirano to. Prvo zadetek v 2. minuti je dosegel pa Anton Legat leta 1939. Tako da, to so take cukrčki. Ne? To so cukrčki in s tem brez dvoma dokazuješ, da si mojster številk. Zdaj pa mene zanima, ali si enak dober tudi v prepoznavanju igralcev. Zdaj bova enega skritega zmaja odkrivala. Tole pa, v teh kvizih sem pa, nisem bil preveč dober. Jaz sem kot Samson, njemu so odstrigali lase, pa izgubil moč, meni pozameš Excel, pa izgubim svojo moč od Olimpije. Ampak se bom potrudil. Dajva probati. Načeloma boš ti to pripravljal za naše goste, oziroma za videoška si že. Zdaj, ker si ti gost, smo mogli to mi pripraviti. Aha, odlično. Tako da, zate imam enega igralca, jaz mislim, da ni pretežko. No, pri Olimpiji je bilo 982 igralcev do zdaj, ne, z vsaj enemu članskem nastopam za klub, tako da ga uganem, imam šanso... Imaš 1 proti 982. Ja, imam šanso 1 promil, da ga zadanem, ne. Zdaj, v bistvu ta igra bo tako, vsak gost bo dobil, mi bomo postavili 5 trditev, se pravi, prva bo tista, ki bo povedala najmanj in potem bo z vsako trditvijo se bo bolj razkrivala skrivnost tega zmaja in vsak gost ga bo poskušal čim hitreje ugotoviti. Če mi dva greva zdaj, ta igralec je za Olimpijo debitiral pri 18 letih, njen član je bil pa 4 leta in pol. Pri 18. Šporar. Ne. Dam naprej. Kar daj. Za Olimpijo je zbral 150 nastopov, svojo kariero pa je zaključil pri vsega 28 letih. 150 nastopov, pa pri 28. Jaz nimam tvojega Excela, da bi lahko čisto za zihar, ampak mislim, da sem šel preveriti, pa da sem pri tebi to zasledil. Aha. V neki objavi. 150 nastopov, kariero je zaključil pri 28 letih. Domadenik ni bil. Ne. To pa v 28 letih pišu, kaj. To je zelo mlad njihov. 150 nastopov, to je bil kar nekaj imel sem. Ne vem, naprej. Okay. Tretji hint. Rodil se je na isti dan, kot je Republika Slovenija postala neodvisna. Neodvisna, se pravi... 25.6.1991 se je rodil. To je pa Boban Jović. Boban Jović, tako je. Ja, to pa vem, ja. Bobby ima 150 nastopov, ja, točno, ja. Nisem vedel že takrat kariero neko pri 28. Pišu, kaj je? Ja, še 2 ostala hinta, ki sem jih imel, je, da je kariero začel pri Aluminiju, njegov zadnji klub je bil Bursaspor.
in pa da je igral na položaju desnega bočnega branilca. No, dobro. Pri 18 letih, ja. To pa je možno. On je, mislim, da najmlajši do Ratnika, ki je 150 nastopov zbral za Olimpijo. Od 91 naprej. Ratnik je prehitel lansko leto. Ratnik je prehitel. Ja. Zdaj pa tvoja ljubezen do nogometa, kako se je to začelo? Ja. Tako kot pri vseh ostalih, se pač. Televizija pa. Takrat ni bilo tudi približno toliko nogometa, kot je danes na televiziji. Ne. Če smo srečo osvojili Ligo prvakov, pa mora biti eno tekmo na mesec Slovenske lige, ki se tudi predvajala ni. Danes pa lahko gledaš tretjo Portugalsko ligo v nedeljo zvečer, kakor češ. Pač mularija, mulci, žoga, to je to, brcanje. In takrat, ko sem jaz odraščal, na začetku je bil top klub, je bil Milan. Ne. Ampak takrat, v začetku 90-ih je se začel že malo Milan že malo slabiti. Pač ni bil več tako močen, kot je bil konec 80-ih. In v bistvu prvi klub, ki mi je v oči padel, je bil valjda Ajax. Ne. Vangalov Ajax, takrat so zmagali Liga prvakov, sami domači fantje, mulci noter. Ne. Ampak nikoli se nisem pač ustavil pri Ajaxu, ne, kar se tiče tujih nogometnih klubov. Klep, pa nam je bil pa najbližji klub je bil Dob. Potem Domžale, če je kdo šel v Domžale trenirati, bo to že tako ampak Klepa Olimpija je bila pa nad vsem. To je bilo pa, če se rekel, da en pri Olimpiji trenira, to so se mu vsi klanali. Tako bo res Olimpija tisti ime, da sem tako da se je pa ta ljubezen do Olimpije zgodila, čisto sporedno. Pač v Sloveniji Olimpija in to je to, drugega nismo poznali. Se še spomniš tiste prvega trenutka, ki ti je srce zabil za zeleno-bele? Ja, spomnim se, ko sem šel prvič na tekmo, mislim, da to sred 90-ih, tam nek pod Gorici, mislim, smo igrali. No. Se zelo bežno spomnim tekme, ampak jaz sem gledal vse drug sem tekmo. Ne. Pač, jaz sem mlad kmečki fant iz vasi, sem prišel v Ljubljano gledati stadion Plečnikov. Wow. In sploh ne vem, koliko je bil rezultat, moral bi nazaj pogledati, ampak meni se res navdušilo, če drug nogomet, ampak mest, vzdušje, ne, bil so Dragonsi, karkoli. Gledalci, sicer ni bilo neki velik, ker takrat je pač že Olimpija malo skrenila s poti, ampak vseeno za mene kot 9-10 let starega mulca je to enkratno doživetje. Ne. In zdaj tudi na svoje prelagam, moj sin je bil na prvi tekmi, ki je bil star 6 mesecev. Ne. Isto proti Gorici. Sem to načrtoval direkt. Ja. Takrat je bila Gorica še prvi ligaš. No. In zdaj ima hod tam malo pač z mano posod, kjer lahko tudi gostujoče tako oberava. No. Ti je uspel to ljubezen? Ja, čist je. On ali? On. Jaz čisto normalno spevam, ampak on je tukaj upetel to. Večinoma vsi sošolci trenirajo fuzbal in pač navijajo. Ne? In njemu je najbolj zakon, ki pride na tekmo in pol pros za podpise, pa za slikanje, tako da ima kar nekaj slik že s temi igralci. No? Koliko ti pa pri vseh obveznostih uspe gledati kakšne tekme Olimpije? Ker, če ne uživo, pa zihar gledam pač prek telefona pa tablice. No. Tudi kamorkoli grem, imam telefon s sabo in zmeraj gledam tekmo. Nobene ne spustim, redko daj kakšno spustim. Kaj pa kakšna tekma, ki ti je najbolj ostala v spominu, tako v živo? Jih je pa kar nekaj. V živo recimo Ludogorec sem žal zamudil, ker sem mu ne dopustil. Ne? Ampak recimo 2 let nazaj, 3, ko je bil tukaj večen derbi, smo zagotovili si zmago. Tista je bila tudi nora. Lepo 2-0, po recimo finale pokala 2018 proti Aluminiju, ki bo pa še koncert tukaj. To je bil zakon. Ne. Je bilo dosti tekem lepih, dosti pa tudi takih, ki smo šli pa pač s kislim obrazom. Ampak to je nogomet, to je cikel. Če ne trpiš s klubom, nisi navijač. Ne. To je res. Kaj pa najbolj divje gostovanje? Banja Luka, nikoli več. Pišu, kaj polje, pa sem že nekaj gostovanj in po Evropi dal čez, to je bilo pa nikoli več. Tako da ta ideja v Združeni ligi, bivši Jugi, da bi to igrali, to ni variante, iz varnostnih razlogov, to ne gre čez. Ne. To je res, jaz se spomnim. To je grozno. Jaz sem bil tudi dol s kolegi in smo rekli, bomo malo počakali, da se stadion sprazne po tekmi. Ne. In smo mi hodili nazaj, stran od stadiona, mi gremo pač proti centru, prijemo do križišča in pogledam jaz na levo in cela armada ultrasov iz tih odborca, tako
30 metrov stran in sem rekel, boh pomagi. Pa že vsi so skozi Ne, opozarjali, ne. Ja. nobenih rekvizitov, nič, vse skrivite, ne. Mi smo imeli pol tiste šale, neki skrite od spodaj pod jaknami, ker, kaj pa veš, mislim, ne veš, kaj bi. Ne, se zdo pa jaz, kamorkoli grem, tudi na domače, nikoli nič klubskega. Lek zaradi tega, ker nočeš izzivati, nočeš dobiti po betic za brez veze. No. Pač res inkognito, temno, to je to. Se pravi, nisem imel nikoli kakšnih takih težav? Ne, nikoli. Tudi nikoli jih nisem iskal. Bilo pa en zanimiv primer, v Heidenheimu, ko smo bili, hodili z tistega stadiona, ki je nek sred Triglava, ki si grozen tisti breg hoditi. In jaz najdem po poti do hotela, najdem šalo od Olimpije na tleh. Ok, valjda, ga vzel in grem čez mest in trije navijači Heidenheima, tako na avtu, na hobi, nas gledajo. Pišejo, kaj se rekel, to je no fajn. In začne en hiter hoditi prek nam. Jaz sem še zmeraj prijateljem, sem rekel, da pa sam stisnem ta pest, pa če bo, sam užgi. In pride, in tako, pa se približuje, pa sam tako 10 evrov ven. Ej, a lahko šal kupam za 10 evrov. Se rekel, klega imaš, zastonj, samo uživi. Ej, vielen Dank. Gute gespielt. Se rekel, to je pa šlo daleč čez mene. Tako da ni bilo nikoli nobenih problemov. No. Če se pa še obrnemo eno stvar, katera tekma ti je bila ljubša? Olimpija Reka ali Olimpija Ludogorec? To sta dva taka ekstrema. Rekel bi Ludogorec, ker takrat se je zavalil kamen vsem od srca. Pač prvič Evropa tako v tem formatu. Ne. Pustimo, Olimpija je igrala dejansko tehnično gledano Ligo prvakov že leta 92, ne, sam so bili čisto drugi formati, ne. So bili najprej izločanje, pol so bile še skupine, ne. Tako da Ludogorec je bil pa res to je to, zato se živi. Rijeka je bila fantastična zaradi največje zmage v Evropi, ne, pa najhujšega poraza Rijeke, ne. Ampak Ludogorec je pa res tisti, ki je naredil res da smo šli en korak naprej. In to je bil, čeprav nisem bil res na tekmi, ampak občutki so bili pa fenomenalni. Res. In ta Ludogorec bo vedno spominal. Pa ta drama na koncu, drama Vida, Brane, Ilša Zdane, to je bilo noro, res. Ja. Purjo kolt. Ne, ta tekma je po mojem, ta je šla v anale. No. Ja. Ker je imela vse se vidi, imela tisto dramo, pa se zgodi tisti penal in ga rečeš, ne bo se spet to nam zgodilo. Ja. In potem ga Vida Bran. Pa ga Vida Bran in to je pa, to je bilo noro, res. Jaz sem rekel, že Timijo sem takrat rekel, jaz pa vidi, jaz sem spomenik vam postavil na štadion. A imaš najljubšega igralca Olimpije? Ne. Nimaš? Ali pa da bi rekel, da kjer ti je najboljši igralec Olimpije? Ne, ki je težko določiti, pa tudi tako, igralci pridejo pa grejo, jaz sem klub in igralce, ampak nimam pa tako najljubšega. Nisem tak, da je pa en igralec šel v drug klub, pa začel v drug klub niveti, ni variante, klub ustaja. Pač to, da je mladi fantje, ki so stari 10 let, valjda, navijajo za Mbappéja, pa navijajo za PSG, ker je Mbappé v Real, navijajo za Real, ne. Pač to, kle, pri nas odraslih to ne pije vode. Nimam tako, so mi vsi pri srcu, pač eni več, eni manj, imam ljubše, nimam pa najljubšega. No. Nikoli, pa tudi zato, da tudi ne bi kakšne zamere delal. No. Okay. To sem te vprašal zaradi tega, ker tam zdaj prosil, da mi poveš idealno enajsterico Olimpije. Ja. No, to je čisto moje subjektivno mnenje. Seveda, tvoje subjektivno mnenje. Tako da igral bi po sistemu 3-1-3-3. A sem prav seštel? 3-1-3-3. Jih je 10, ne? Ok. V gol bi dal legendarnega Antona Žabjaka-Žabo. Pač on je, jaz sem s tem gospodom tudi slišal, parkrat in smo imeli čudovit pogovor in on je bil res en prvih zvezdniških golmanov v Sloveniji, ki je tudi zletel ven z gola, da ni bil prikovan na črto. Tako da njega bi postavil na to prvo mesto. Pa v obrambi bi pa igral s tremi, Židan levo, v sredini Šoškič pa Srbo. Sta dva znamenita branilca, pač brezkompromisna. Spredi zanima pa Libero Elzner. Takrat se je še igral z Liberom.
Pač Marko Elzner si definitivno brez njega prvih 11, jaz se ne morem zamisliti. Čeprav ga nisem gledal, sam sem pa ogromno prebral, ogromno poslušal o tem. No? Pač in zato sem si tako enesterico sestavil. Pol v zvezdni vrsti bi pa valjda začel iz Amerškam, Vili 16 sezon, 432 tekem uradnih, noro. Potem bi dal v sredino še Katanca, Srečka. Srečko je super človek in igralec. Potem, kdo bi še, kjer sem še malo sredino, pa valjda seveda, Brane Oblak, ne. Brez njega ni, ne. On mi je enkrat rekel, veš, kdo je bil takrat strelec prve lige v Nemčiji Bundeslige? Sem rekel, ja, Miller. Ja, je bil sam. Kdo mu je pa gol naštimo? Jest, ne. Brez mene on ne bi dobil, ne, to golo, ne bi dal, ne. Pa od spred je bila najhujša dilema, ker smo imeli v ofenzivcu ogromno, ne. Ampak jaz bi se odločil za špico, se pravi za napadalca Adolfa Ermana. To je igralec, ki je igral slabih 100 let nazaj. In on je edini igralec Olimpije v zgodovini, če štejemo, da je doigral vse 50 tekem, ki ima več zadetkov kot pa tekem za Olimpijo. 86 nastopov uradnih, do zdaj dokumentiranih, pa 94 zadetkov. Ne. Potem na levo krilo bi dal Ubaviča, najboljši strelec v zgodovini Olimpije, 167 zadetkov. Desno pa seveda legendarnega Popivoda. Trener bil pa Nedeljko Guhol. Človek, ki je v bistvu rasel gor za Olimpijo in naredil Olimpijo taka, kakor pač bila. In čez 300 tekem od vodu na klopi Olimpije in zdaj je še zmeraj rekorder med trenerje. In verjetno tudi nikoli ne bo dosežen. To je tvojih 11. To je mojih 11. Super. Sprav navijači Olimpije vejo, da se poleg zeleno-bele krvi pri tebi pretaka še ena druga barva krvi. Ja, tudi modra, ja. To je pa pač moj globalen klub, recimo. Ne. To so pa moder cirkus iz Londona, ne, pa Chelsea. Ne. Pač jaz sem pa za njih prvič zvedel oziroma slišal leta 98, ko so v finalu Evropskega superpokala premagali Real. Ne. Pač jaz nikoli nisem simpatiziral z Realom, zato ker ne grem pač v tipičen mainstream. Ne. In gledam se, kako so to zdaj, bil sem star 12-13 let. Sem rekel, pišel, ampak če so to žensko ime. Sem rekel, kaj češ lepšega, nogomet pa kano žensko ime. In sem začel to bolj podrobno spremljati. Na začetku do tam 2002-2003 se je zelo malo tega lahko spremljalo. Edin prek časopisov, prek teleteksta. Potem so prišli že internetni streami in sem tam tekme gledal. Na takih majhnih okenčkih, ki nisem razločil, a je temnopolt, a je belc, ampak vedel sem, tekma je šla. No in sem pač tudi kmalu že se odločil, da gremo v London in sem pač začel gor na tekme hoditi. Vmes sem pa spoznal prek Twitterja, prek socialnega omrežja in kup navijačev. In tudi, ker Chelsea gostoval v Paralimpiji 2014, je kup teh navijačev dol prišlo. In smo se lepo spoznali, smo bili v pubu, sredi Ljubljane in od takrat naprej se pač smatramo za neko veliko družino. In ker grem jaz gor, tudi pri njih stanujem. In sem zelo lepo sprejet in mi na ta način ta klub zelo tudi pri srcu ostal. Tako da sem pol tudi leta 2010 sem bil tudi eden izpod pobudnikov, nisem bil pač samo jaz, ne sem bil še neki, predvsem en prijatelj iz drugega dela Slovenije in smo ustanovili Chelsea Slovenija Supporters Club. In smo uradno priznani tudi strani Londona in v Sloveniji smo ustanovili društvo. Društvo žal ne obstaja več, ker pač ni bilo več toliko članov, ni bilo več toliko zanimanja, ampak jedro teh navijačev se pa še zmeraj 2 do 3 krat na let dobimo in pogledamo kakšno tekmo. No. Na tekme pa ne hodimo več skupno, ampak posamezno, pač gor. No. Tako da jaz sem dale mislil iti celo z družino zdajle gledati, da zaključek Lige prvakov sami ne bo uspel, tako da bomo verjetno septembra šli gor na kakšno tekmo. No. Vmes sem tudi pisal za en fanzin, Chelsea, to je en redkih fanzin v Angliji, ki še obstaja, ne, da ga niso pogotnile digitalije. Pa včlanen sem tudi v Chelsea Supporters Trust, se pravi združenje navijačev, pa delničar zemljišča Stamford Bridgea sem. Tako da imam eno delnico in s tem onemogočimo, da bi recimo novi lastniki kupili cel klub. Ne. Ker Chelsea ima zanimiv hibridni sistem. Stadion pa zemljišče je od navijačev, klub je pa pač privatni lasti. Ne. Tako da sem pa iz tega dela Evrope edin delničar.
Edini delnič. Edini delnič. V Sloveniji zihar, pa na Hrvaškem. Ker sem se pač pozanimal pri tem predsedniku in je rekel, da iz Slovenije sem edini, pa mislim, da tudi iz Hrvaške tudi nobenega zastavlja prav, da nima točnih podatkov. Verjetno pa, da sem edini. Ja. Kako si pa lahko to sploh kupil? Kupaš normalno. Normalno, 100 funtov stane. Sam preden prijo v Slovenijo, pa ti okvirijo, to vse skupaj prije čez 200 evrov. Zato moraš še carino plačati. Okay. Pa se ta delež lahko še zdaj kup? Ja, komod. Što se je o tem, ne? Leta 1976 je družina Mears, sem prav izgovoril, ki je bila lastnik Chelsea, klub je v začetku 70-ih zapadel v ogromno krizo. Začeli so delati vzhodno tribuno, ampak zaradi stavk delavcev in inflacije se je vse toliko podražilo, da je enostavno klubu zmanjkalo denarja. Vzeli so ogromne kredite, ki niso mogli odplačati. Leta 1976 družina Mears ločila klub kot samostojen objekt, pa zemljišče pa stadion kot samostojen objekt. In so začeli potem postopoma vse prodajati. In so zemljišče prodali eni nepremičninski agenciji, Marley Estates, in ta agencija je postala zelo močna in so hoteli dejansko stadion podreti. Pa narediti luksuzna stanovanja, ker v tem predelu, ki je Chelsea, se pravi to je predel Fulham, to je eden najboljših predelov Londona. Tam so blazno draga stanovanja. In če imaš ti cel stadion na voljo za stanovanja, to je blazen denar. In to so oni hoteli že sredi 80 narediti. In so navijači uprli in so naredili kampanjo Save the Bridge in so na vsake tekmi zbirali denar, da bi poravnali vse pufe oziroma da bi odkupili zemljišče nazaj. In so imeli pol srečo, da je v začetku 90-ih ta nepremičninska agencija propadla. Prišla je recesija in so propadli in je tedajni lastnik Ken Bates, ki je leta 1983 kupil Chelsea za simboličen funt, je s pomočjo Bank of Scotland odkupil to zemljišče po ceni 5 milijonov, čeprav se je to pol toliko cajta vlekalo, da je bila cena 10, in je ustanovil Chelsea Pitch Owners, se pravi lastniki zemljišča, organizacijo, in je dal njim v najem. In ta Chelsea Pitch Owners je v bistvu, zdaj imajo oni to zemljišče v lasti za 199 v najemu. In vsak let iz tistega denarja, ko dobijo delnico, plačujejo nazaj najemnino klubu. Tisti denar, ki je klub v bistvu njim ga posodil. In to je ta zadnja varovalka, preden pride en multimilionar in pokup vse komplet. Tako da zemljišča ne Abramovič ga ni mogel kupiti in ne te nove lastnike ga ne bojo. Ker mora biti 75% delničarjev sklepčnih, da se to proda. In Abramovič je to hotel dvakrat narediti, na zadnje 2011 pa mu ni uspel. In ga nikoli ne bojo prodali. Teh delničarjev se je pa blizu 30,000. In to tudi služi kot neka varovalka. Tako, to je varovalka. To nikjer na svetu ni tega primera. Da je klub prva, da so igralci od privat firme zemljišče pod navijačem. Veš, kaj sem te pa hotel vprašati, če sem malo vrnil nazaj. Kako sploh lahko postaneš uradni fan club za nek klub, recimo za Chelsea, ne? Kako ti si šel kaj do kluba gor, pa rekel, mi bi radi uradni fan club Slovenija vzpostavili. Kako to gre? Ne, to je bilo vse prek interneta. To se pač, mi smo šli pol tudi gor, smo še ne tekmo, smo šli še gor pač do pisarn, sam kaj veliko del nismo prišli, ne? Ampak to se vse, pač formular se izpolni, napiše se člane, pa tako, takrat še ni bilo tega, da si mogel biti privatno včlanan. Imaš članstvo, ki se včlanaš, se pravi, temu se reče True Blue Membership, se pravi, da ti plačuješ klubu 100 funtov na mesec in imaš prioritetno karte. In čim več takih članov imaš tu v svojem društvu, višji kotiraš. In takrat ni bilo treba imeti veliko, nas je bilo to 20, ko smo imeli ta True Blue. Zdaj jih moraš imeti pa 100. In enostavno mi v Sloveniji ne bomo najdli 100 navijačev, da bi to tako plačevali. In pač smo pripisali navijače, greš gor, izpolniš formular, pa smo pa še v Sloveniji društvo ustanovili, da smo lahko pač prodajali izdelke, merchandise in take zadeve. No. Tako da ni, to je hitro narejeno. Chelsea ima okoli 200-250 uradnih navijaških klubov, Bayern, mislim, da jih ima več 1000. Ne. Tako da naš banner tudi visi na Stamford Bridgeu, to je že ta drug banner, ta prvega smo pa kle naredili v Sloveniji in on je visel od 2011 pa do 2018, tam nekaj visel na, tam nekaj se visel na štadionu, zdaj pa Parmenduma, iz modrega je ratal čisto drugo barvo, tako da nam povedal kjero, ampak tako da je pa še zmeraj Parmenduma. No.
Tako da ja, smo kar nekaj lepega doživeli še gor po tekmah. Pa sem tudi malo na gostovanja hodil, malo do Sunderland, malo do Južne obale, malo po Londonu na gostovanja in bilo zakon. Pač domače tekme niso kul, ker tu je polovica štadiona prestarga, da navija, polovica prebogatega. Tako da v bistvu, če grem, hodim samo še kakšne gostujoče pogledati. Karte pa zredno težko dobiti. Se pravi, gostovanja je pa Gostovanja so še kul. Ti še uspe kaj? Ne, manj. Bilo so obdobje leta nazaj, ko sem šel tudi po 3-krat recimo na sezono gor, zdaj pa ne, zdaj pa od korone naprej sem šel samo enkrat. No. Bom pa še šel, ampak prvo družina, pa vse ostalo. No. Ti si v bistvu omenil, da tudi si pač kolega rado s temi privrženci Chelsea, angleškimi privrženci Chelsea in tudi oni pridejo sem gledati kakšno tekmo. Kako pa oni gledajo na slovenski nogomet? To so čist trga oziroma je velika razlika med angleškim in kulturna in vse. Njim je ful fascinantno, da se pač lahko na stadionu pije, poje, skandira, zmerja, to pač gor ni dovolj, stoji, pač se res vse ventili odklopijo, ker gor ni. Gor je pač sediš, se usedeš, kolikor stojiš, prije stuvrt, pa prav sece. Tako ne, pač fuzbal valjda je velika razlika v kvaliteti, ampak klej je veliko bolj sproščen. Niso navajeni recimo ultra scene, ki se v Angliji nikoli razvila, všeč mi je pol valjda parole, bakljada, vse take zadeve. Čisto drugače gledajo. Pa uživajo, klej je Ljubljana zelo pocen in z veseljem pridejo. Tudi na zdajle, zadnjemu derbiju, v prejšnji sezoni sta tudi dva prijatelja kle, oziroma mož pa žena in je bila zakon. Pa ni jasen, pač šloh karte dobil. Jo, komod, ni problema. On ne more isto reči. Tako da, ja. Pa ta angleški lifestyle, se mi zdi že ta tvoja čepca, se mi zdi, da bi te lahko dalo v nek tipičen angleški pub. Ja, možno. To ti je blizu. Ja, to vam predvsem zato, da me šolski avtobus ne pobere. Ja, pač ta kultura, meni je zmeraj angleška kultura in angleška tradicionalnost nekaj najboljšega in tudi z angleške kuhne mi zakon, čeprav dosti folka ni všeč, meni pa to nekaj najlepšega, greš pretekmo v pub, na full English breakfast, da sto nasit še 2 dni. Ja, pač in ta stil mi všeč, kje sem se najdel in pač to furam naprej, to je že pač del nekega imidža, nekega brenda. Pač se nimam benga brenda, ampak tako se sliši. Ljudje so jim navajeni potem. Ko si glih omenil hrano, se pa v bistvu zdaj ti ukvarjaš tudi zelo veliko z barbecujem. Ja, to je pa spet druga ljubezen. To je pa zdaj, veš, ko sem krat čez 30, imaš sam par variant, ali si ubodeš ljubico, ali se začneš zanimati za drugo svetovno vojno, a pa začneš žare zbirati. Jaz sem začel žare zbirati. Zdaj po zadnjem času pa še pice. Tako da imam zdaj 11 žarov, pa 2 pica pečke in to... 11 žarov? 11 žarov imam, ja. Ja, nikoli njih ni dosta. Saj ajmo vsak samo eno harmoniko nimamo. Ti zdaj v bistvu tudi poučuješ, kako se dobro peče na žaru. Tudi imam neke delavnice za pice in za barbecue. Sem pa tudi član ene barbecue društva, Špena barbecue se imenuje, iz Krškega in oni tudi prirejajo tekmovanja in lanskrat sem ratal tudi sodnik na tekmovanjih, mednarodnih tekmovanjih za stejke, burgerje pa pice. Tako da je lušten to je ful luštno druženje, se pije, je, res druž, tako da to je prav super. Čist kontra fuzbalu, pač druga mentaliteta je. Druga mentaliteta je. Pa to je večinoma takrat, ko ni več fuzbala, tako da imam eno drugo aktivnost. Tako da probam res čim več peč, recimo tudi poletje s pečice ne uporabljam, jaz to vse na žaru naredim, ker imam lahko dostop iz dnevne na balkon in tam imam svojo ropotijo. Tega se je kar nekaj nabralo. In ta scena ni pri nam veliko razvita, poh ta ameriški barbecue. Čeprav jaz ne delam tipično ameriškega, ker oni imajo čisto drugo kulturo, ker ful sladkajo stvari, meni pa ni všeč, da je vse toliko sladko. Oni naredijo v bistvu meat candy z navadnih reber in je to čisto presladko, meni to ni všeč. Kaj pa najraje spečeš? Zadnje čase pice. Pice v žaru? Ne, pica pečke. Ja, sem probal na žaru, pa ni v redu, ker ni narejen to, ker pica 450 stopinj, oziroma 400-450 in to lahko kar poškoduje žar. Žar je narejen do 300 maksimalno. Pa se pa malo gledam razne vdaje na YouTube in probam jaz kaj sam narediti,
Ne, nekaj je užiten, nekaj ni, ampak point je, da se zabavaš. Ne. In vsi edin dva žara sta na plin, vse stale so pa na oglje. Tako da in pol polet recimo delamo iz hčerkama pa iz sinem omlete, pa še oni malo pacajo, tako da je luštno. Tako, žar je magnet za družino, se vsa zbere, pa nekaj se poje, kaj popije in to je Se to. pravi, tako jih razvajaš, ker si odsoten zaradi nogometa. Ja, da se malo odkupam, ne. Se pa pač pozna, ne, vsi radi malo jemo, a ne. Kaj pa je najbolj pomembno, da nekaj res pečeš dobro, Potrpežljivost. da si vzameš čas? Čas, ker za določene stvari se tudi meso, tudi po 18 ur sem ga že imel na smokerju, ne, ker je to toliko časa rab, ne. Tako da pridite na kosil, ampak kosil bo jutri popolne, ne. Jaz sem imel že to srečo, da sem lahko pri te probal, tako da res dobro pečeš. Hvala. Tako da bom rekel, da gledalci lahko te kontaktirajo. Boš še kaj za njih spekel? Ja, tudi pečem, ni problema. Da vse zmeniti, ne. Tako da kulinarika, pa fuzbal. Pa številke. Pa številke, pa že cajta zmanjka. Pač to prvo pa familija. Najprej familijo poštevamo, pa vse ostalo, ne. Mislim, da smo prišla do konca, bi reče kaj dodal. Pa, jaz upam, da ta sezona, da na koncu vse je uspešna, ne? Smo še kar v igri za en pokal, tako da nam še marsikaj rešne. Je pa tako pač, s klubom je treba trpeti, druge ni. Hvala ti, ki si prišel. Hvala za povabilo. Nagradno vprašanje tokratne epizode se glasi: kdaj se je rodil Opta Žabar? Izmed vseh, ki boste pravilno odgovorili, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel zelen Olimpijin hudi. Povezavo do nagradne igre lahko najdete spodaj v opisu.